Živjo, povedati vam moram za 5-6 nevšečnosti oziroma posebnosti gorskega kolesarjenja, ki so mene, ko sem bil celo življenje specialkar, dobile povsem nepripravljenega. Pa da takoj razčistimo, jaz sem se z nakupom tega skota zaljubil v gorsko kolesarjenje, tako da ta video ni mišljen kot kritika, ampak bolj kot ideja, kako vsako situacijo lahko obrneš sebi v plus. Imamo pa super čudovito sončno vreme, skoraj brez oblačka, ampak je komaj 12 stopinj Celzija, tako da je kar frišno, kljub temu vseeno zelo lepo. Prva taka, najbolj očitna stvar je gotovo hitrost. Vsaj jaz osebno sem na gorskem kolesu bistveno počasnejši. Medtem ko na specialki lahko dosegam povprečne hitrosti tam 27-28 na uro, sem pa na gorskem kolesu zdaj prihajal domov s povpreči 18, 19, tja do 20 na uro. To je logično, saj gorsko kolo je težje, tale moj ima 12,5 kg, pa tudi teren, po katerem se vozim z njim, je bolj zahteven. Tako da ni povsem nič čudnega, če si malo počasnejši. Je pa super, ker greš lahko v naravo, dol z asfalta, kjer ni nobenega prometa in drugih motečih elementov, tako da se lepo prepustiš naravi in je super, super. Druga stvar je ta, da jaz dojemam gorsko kolesarjenje kot precej nevarno. Do zdaj sem še na vsakem kolesarjenju imel situacijo, kjer sem skoraj padel, dvakrat mi je pa tudi zares uspelo pasti. To se mi na specialki seveda ni dogajalo, zato moram tukaj voziti dosti bolj previdno, biti osredotočen na teren in pač piliti svojo tehniko, dokler ne bo boljša. Gorsko kolesarjenje je zame psihično zelo naporno. To ni tako kot specialka, ko ti sanjariš in si žvižgaš lahko celo pot. Tukaj dejansko moraš gledati v tla, paziti na kamne, korenine, grušč in ostale nevšečnosti, da te ne zbriše kje po tleh. Od začetka tega nisem bil navajen in sem tudi zato prišel v razne neprijetne situacije. Zdaj pa mi je vse skupaj postalo všeč, zmeraj bolj sem drzen, upam si zapeljati tudi po kakšnem bolj grobem terenu in počasi osvajam umetnost gorskega kolesarjenja. Še zmeraj sem pa boječ in dalč od tega, da bi sam sebi lahko rekel gorski kolesar, zato ker vidim, kako se obnašam na cesti, na makadamu ali pa na kakšnem trailu in sam zase točno vem, koliko me je v hlačah in koliko sem vreden. Dostikrat prav zaradi tega zavijem na poti, ki bi mirne duše lahko rekli, da so gravel poti, ne pa mountain bike steze. Ampak na teh se zaenkrat najboljše počutim in verjamem, da bom s časoma zmeraj boljši. Trenutno kombiniram tiste makadame, ki jih že poznam in sproti odkrivam nove. Če pa koga posebej zanima, bom tako kot zmeraj tudi link od današnje poti dal od spodaj v opis videa. Zaradi svoje nerodnosti imam velike težave pri vožnji z eno roko, kar seveda vpliva na to, da težje pijem vodo iz bidona, ker moram paziti na svoje ravnotežje. Enako pa je oteženo tudi ustvarjanje video vsebin, kakršnokoli snemanje s kamero ali pa fotkanje s telefonom. Vseeno se trudim, da popijem dovolj tekočine, kolikor je pač potrebno, in pa da vam pripravim čim boljše video posnetke, zato da imate nekaj od teh mojih videov. Potem seveda moram obvezno omeniti čiščenje. Ti se lahko voziš 40-50 km po suhem makadamu, potem pa pride ena luža, 5 metrov blata in si cel usran. Gorsko kolo praktično čistim po vsakem kolesarjenju. Tudi če se vozim samo po suhem makadamu, na kolesu ostane tak fin prah. Prašni ratejo seveda tudi bidoni, tako da je potem, ko piješ iz njih, čutiš tisto prijetno prasketanje po grlu. Če ne drugega, se ustavim na Petrolu in ga malo splaknem z navadno vodo. Potem ga pa doma prebrišem s čistilom in krpo. Sproti ga čistim tudi zaradi tega, ker gorsko kolo hranim v dnevni sobi in si pač ne morem privoščiti, da ga pripeljem noter mokrega, blatnega ali pa prašnega. Pri specialki se lahko v lepem vremenu zgodi,
da jo več tednov ne rabiš prati. Gorskega pa pač perem vsakič in si mislim, da je to pozitivno za vzdrževanje kolesa in da bo zaradi tega dlje časa ohranil svojo vitalnost. Gorsko kolesarjenje mi je tudi fizično bolj naporno od specialke, sploh na teh gozdnih cestah. Kar naenkrat pride kakšen nenormalen klanc, ponavadi na asfaltnih cestah takih vzponov ne vidiš. Je res, da so tej gorski makadamski vzpončki krajši, ampak ti pa hitro nabije srčne pulze tja čez 150, pa vse do 170. Taka vadba s temi spremenljivimi srčnimi pulzi je po moje super, ker vidim potem naslednji dan, ko se usedem na specialko, kako mi srce lepo prede v coni 1 ali pa 2. In si mislim, da je to samo koristno. A ja, pa da ne pozabim, še ena taka nadležna stvar je to šavje, trnje. Danes sem recimo zapeljal v koprive in pa kakšne žuželke. Ko sem se vozil gor po Krasu, so me napikali obadi do krvi, mater, ko tisto boli. In nisem se mogel obraniti, sem mogel z obemi rokami držati za belanco. Saj se tudi na specialki zgodi, da te piči kakšna osa ali pa čebela, ali pa da zapelješ v oblak mušic. Ampak vseeno je bilo na gorskem kolesu dosti več krvi in skoraj vsakeč prijem domov malo popraskan. Sej na koncu, če potegneš črto, v bistvu ugotoviš, da večina teh nevšečnosti oziroma posebnosti izvira iz terena, po katerem se voziš. Če greš z gorskim kolesom po asfaltu, večina teh skrbi odpade in se pelješ z njim skoraj enako kot specialko, mogoče samo par kilometrov na uro počasneje. Ampak vožnja po makadamu, po gozdovih, kjer ni prometa, je pa gotovo neprecenljiva in neprimerljiva z vožnjo po asfaltu in v cestnem prometu. Jaz mislim, da izkušenim gorskim kolesarjem nisem povedal popolnoma nič novega. Če pa je slučajno kje kakšen nič hudega sluteč specialkar, ki razmišlja o nakupu gorskega kolesa, bo pa mogoče v tem videu dobil kakšno idejo, kaj vse to potegne za sabo. Jaz vam bi, ne glede na to, kje ste in s kakšnim kolesom ste, zaželel čim več lepih in varnih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.